Skratka, tole sem že malo napovedal, kam bomo šli, a ne? Ampak dajmo, tako kot sem rekel, dajmo pogledati malo nekaj trendov, ki nas spremljajo v svetu, ne? To se pravi, govorimo o trendu urbanizacije, imamo učinke demografskih sprememb, globalizacije, vidimo tudi virusi to znajo dobro izkoriščati, ne? Digitalizacija in seveda spremembe v okolju. Recimo nekaj statističnih podatkov, leta 2050 bo cirka 10 milijard ljudi na svetu, danes vemo, da govorimo okrog 8. Potem v trendu zmanjševanja emisij in tudi decentralizacije omrežja celotnega imamo recimo predikcijo, da bo 2-krat toliko elektrike približno potrebno do leta 2050 in od tega bo 50%, že leta 35 ne bi bilo zelenih tehnologij. Zelene tehnologije pa pomenijo veliko novih razpršenih virov. Mogoče še to, 70% ljudi bo živelo v mestih leta 2050, danes je približno 50%, mogoče kot zanimivost, 200 let nazaj jih je bilo samo 3%. In v 50 letih je bilo, mislim, da 77 mest na svetu preko milijon, danes jih je okrog 560. Skratka, to so veliki pritiski in seveda treba je pogledati, pravzaprav, ker govorimo o mrežjih po stavbah, dajmo pogledati, kako je bila v bistvu energetska struktura še do nedavnega, praktično tudi danes. Imeli smo elektrarno, ki je bila preklopljena na mesto, rečemo tako, ali pa na zaselka, pa industrijo, ki je seveda dobavljala v energijo in mesta so bili ponori, porabniki, ne. Te stvari se že danes spreminjajo, ne, pojavlja se cel kup novih virov, kot so fotovoltaika, vetrnice, potem so tukaj tudi edge tehnologije, kot je baterijski hranilniki, kot lahko vidite, tudi pojav e-mobilnosti je tukaj. Skratka, sistem ratuje zelo dinamičen in zelo, bi rekel, razpršen, ne. Tudi stavbe, če pogledamo, ne, stavbe so bile pravzaprav v veliki večini tudi danes so samo porabniki in tudi pri stavbah doživljamo veliko spremembo, recimo mi že znotraj Building Technology smo ponujali rešitve, sisteme, kjer vse tehnične sisteme v stavbi povežete med sabo, lahko govorimo o varnostnih, požarnih sistemih do udobja, komforta in podobno, vendar danes stavbe že dobivajo to edge, bi rekel, tehnologijo, kot so fotovoltaični sistemi, baterijski hranilniki, polnilnice za e-avtomobile, tako da ratuje izredno kompleksne in so hkrati tudi že opremljene z nadzornimi sistemi, kjer lahko vi recimo že s pomočjo, tako kot sem prej rekel, si ponastavljate recimo pogoje bivanja, ne. Kaj pa so stavbe? Stavbe niso nič drugega kot del nekega okolja, ne. In te stavbe so seveda nahajajo v tem, se nahajajo v tem, bi rekel, okolju urbanem in pogledajte, zadeva ratuje v bistvu na nek način skorda, že bom rekel, kar neobvladljiva. In če ne bomo poiskali rešitve, kako s tem delati, v bistvu bo to pravzaprav nemogoče pelati, ne. In odgovor, tako kot sem že prej povedal, ne, je, se pravi, vse zadeve, ki jih imamo, jih moramo imeti na nek način povezane, integrirane. Povezati moramo tudi te nove tehnologije prihajajo. Kompletno industrijo moramo preklopiti in tudi stavbe, ne. In edina opcija, ki jo imamo, je digitalizacija in danes smo o tem že nekaj slišali. Tukaj bi rad izkoristil eno stvar, ki smo jo danes že delno poslušali. Gradbeništvo je dejansko zadnjih 100 let popolnoma, bi rekel, celo stagniralo v nekem smislu učinkovitosti. Recimo industrija, primer, ne, je naredila izreden, jaz sem imel neke številke, ki so izkazali še večje faktore, kot ste jih prej vi predstavila. Namreč v industriji, predno greste izdelati izdelek, kaj se naredi? Naredite digitalni dvojček, ga pogledate vseh strani, splanirate postopek, ko ga boste delali in točno veste, kaj boste dobili ven. In to srednja industrija to naredim, potem je proizvodnja zelo učinkovita, ni tvegan, je obvladljiva in tudi vemo točno, na kakšen način handlamo in z materiali z vsem. Pri stavbah je danes še zmer tako, da tudi, ko že gradimo, mi še zmer ne vemo, kaj not. A je tako? Noben ne ve. In to je ena stvar, ki je res problematična in absolutno tudi Siemens, mi lokalno smo člani SIBIM-a in absolutno podpiramo BIM.
In zdaj vam razlagam, ne BIM samo zaradi gradnje stavb ali pa infrastrukture, kot so mostovi, ampak BIM kot orodje, ki bo omogočalo v bistvu tole, kar sem vam prej pokazal. Zato, ker če imate vi digitalni dvojček, lahko to zadevo v bistvu na nek način potem v nekem večjem sistemu povežete. Če bom predolg, me moraš opozoriti. To je bilo tudi povedano, jaz sem vsem te slajde dal, ker nisem vedel, kaj bo. Pri BIM-u ne govorimo o 2-3D modelu in o časovnici gradnje po finančnih tokovih, ampak govorimo predvsem o upravljanju in o življenjskem ciklu stavbe in kompletno infrastrukture. Zato govorimo, in te dimenzije se lahko še povečuje. Prej sem vam rekel, lahko povežemo to še z infrastrukturo energetsko ali pa s prometno. To pomeni, treba narediti digitalni dvojček, na podlagi tega dvojčka gradimo zadevo in na podlagi tega potem s tem upravljamo. In to ne upravljamo samo v smislu recimo energetsko, ampak lahko tudi sledimo, recimo bolnica bi lahko videla, kje ima proste postelje. Zdaj imamo tako situacijo, da bi bolnice, če bi imele tako orodje, zelo enostavno določene cone popolnoma izolirale in zagotovile tisto, kar potrebuje, brez nekih kontejnerjev in česa. In seveda tisto, kar je bilo pa tudi danes že povedano, kot sem videl, na koncu je treba to podreti. In je treba tudi s temi odpadki pravilno ravnati, vedeti, kaj bomo z njimi naredili. In če imamo to vse lepo v digitalni obliki, potem je to zelo enostavno, transparentno in tudi učinkovito. Kje pa smo danes? 99% današnje infrastrukture ni, tudi približno še ni pametne. To se pravi, mi smo daleč od tega, kar pravzaprav bi morali na nek način zagotavljati. In če pogledamo, kaj pomeni razpršena energetska infrastruktura, ona sicer omogoča zelo veliko fleksibilnosti in tega, ampak je v bistvu izredno kompleksna. Glejte, tukaj imate naštetih samo nekaj teh edge tehnologij, ki se bojo pojavile, in če se ne bojo med sabo povezali na nek način primerno upravljanje, ne bo šlo. Če pogledamo pa same stavbe, stavba je danes že, kar precej stavb je relativno že kar precej kompleksnih. Imate noter recimo tudi tukaj od protipožar sistemov do sistemov za upravljanje svetlobo žaluzijami. In nekaj te opreme je tudi že, bi rekel, IoT, se jo da upravljati. To se pravi, na nek način te stavbe so že postale vsaj do neke mere pametne. Ampak če ćemo res, da je pametna stavba, mora biti v bistvu v svojo okolico tudi integrirana in mora z njo tvoriti interakcijo, od vremenskih vplivov dalje. Drugo, kar je stavba, če hočemo, da je smart, mora zagotavljati seveda udobje, nuditi varnost, biti učinkovita in hkrati na koncu koncev taka stavba za lastnika pomeni tudi nižje stroške, večjo učinkovitost, skratka je njemu v interesu, da jo ima. Ko govorimo o inteligentni, o smart buildingu, bi jaz samo želel par kategorij vseeno izpostaviti, govorimo o režimu komforta, kot je HVAC tehnologija, temperatura, razsvetljava, kvaliteta zraka, varnost v smislu protipožarne ali pa druge splošne varnosti, pametne prostori, to, kot sem prej povedal, upravljanje z prostori, upravljanje z sredstvi, ki jih imamo v prostorih, učinkovita energija, možnost performance contractinga, tudi danes je bilo o tem kar nekaj govora. To se pravi, lastnika to ima, lahko sklene s podjetji, ki se s tem ukvarjajo, da v bistvu mu ni treba investirati, ampak bojo oni sfinancirali zadeve. Potem učinkovitost vseh sredstev noter, tukaj imamo lahko prediktivno vzdrževanje in spet, če imamo digitalno obliko, mi že vnaprej imamo življenjsko dobo, recimo neke naprave in lahko že vnaprej vemo, kdaj bo treba reagirati in na koncu ta edge tehnologija, ki sem jo že prej omenil, te nove fotovoltaični sistemi, baterijski storage in podobno. Pri nas imamo sistem, ki ga imenujemo DSIG-OCC, ta sistem je sposoben vse to, kar sem zdaj naštet, peljati in tudi povezati objekt v infrastrukturo. In ne pozabiti, še enkrat poudarjam to, ker se velikokrat pozabi, stavbe niso več samo uporabniki. Stavbe ratujejo oziroma bodo vedno postale tudi proizvajalci. Mi jih imenujemo prosumers, to je producer and consumer. Tako da tukaj nas čakajo veliki izzivi in bo treba veliko poguma in predvsem volje, da bomo šli tako naprej. In v Siemensu smo ta korak naredili, se pravi, združili smo building tehnologije z energy management tehnologijo, naredili smart infrastructure. In tukaj sem zato, da vam to povem. Evo, a sem bil dosti hiter. Igor,
Hvala, se upravičujem za začetno tehnično napako, ampak smo jo hitro rešili, super je šlo. Ene tematike, ki je nismo odprli, pa je velik izziv, je dejansko tudi zdravje v stavbah. Živimo v precej bolnih stavbah, sick building syndrome, in to je ena tema, ki jo bomo po naslednjih dogodkih odprli in še več razpravljali, na kar so tu še zelene finance, s tem se ukvarjamo in tudi že v aprilu bomo imeli na te teme dogodke. Da si privoščimo malo oddiha, vas zdaj najprej vabimo na eno mreženje, tako da bi ob pol nadaljevali z kratkim hackathonom s tisti, ki boste še imeli energije, par izzivov imamo, poslali vam bomo tudi po elektronski pošti ta vprašanja, ampak zdaj si najprej privoščimo eno pavzo in hvala vsem, hvala predavateljem in vam za pozornost.